tokrat v občinskem informatorju. Projekt Be Ready Alps kot spodbuda podjetjem, ki že delujejo. Župani občin Spodnjega Podravja bližje obnovi vodovodnega sistema. Projekt Lokalno z vavčerjem na PKTV. V Pesnici bodo zgradili večji športni park. Razstava Številne podobe Ptuja. Pogovor o zdravstvenih zavarovanjih. Lepo pozdravljeni. Na Mariborski obrtno-podjetniški zbornici so podjetjem in podpornim institucijam v regiji predstavili nov projekt Be Ready Alps. Namenjen je podjetjem, ki sicer že poslujejo, so v vrhu svojega poslovnega cikla, zdaj pa potrebujejo spodbudo, da ne bi postala v poslovanju rutinska, ampak bolj inovativna in intenzivna pri delovanju. Podjetjem in podpornim inštitucijam je Mariborska obrtno-podjetniška zbornica predstavila projekt Be Ready Alps, ki je namenjen podjetjem, ki so zdaj v vrhu svojega delovanja, pa se velikokrat zgodi, da takrat postanejo manj inovativna. Projekt je namenjen, kot je bilo že uvodoma povedano, tistim podjetjem, ki nekako že poslujejo v tem okolju ali pa v svoji dejavnosti in so nekje pri vrhu svoje poslovne kariere ali pa svojega poslovnega ciklusa. Torej tam, ko ponavadi lastniki podjetij, direktorji postanemo nekoliko manj intenzivni, manj inovativni, se navadimo na ustaljen proces poslovanja in v fazi, ko so ta podjetja potem najbolj ranljiva. In ravno pred kratkim pričeta gospodarska kriza ali pa epidemija, ki se je že in se bo še v nadaljevanju bolj prevesla v gospodarstvo krizo, je ravno opomnik na to, da se to ne sme zgoditi. Namreč inovativnost v podjetništvu, v gospodarstvu je nujno potrebna, konkurenčen boj je nujno potreben. Izpostavili so, da ima zagotovo vsak podjetnik nekje spravljen projekt, ki je zgolj ideja, ni pa še realiziran. Zdaj je čas, da se pretehta take projekte, zbornica pa bo podjetnikom pomagala. Naš namen je, da jih poskušamo nekako prepričati na to, da vsak izmed nas ima v svojem zatilju ali pa nekje na polici projekt, ki nikoli ni bil realiziran. Projekt, ki je nekako bil kot ideja predstavljen in zaradi različnih razlogov, se pravi tako finančnih, kadrovskih ali pa organizacijskih, ni bil izveden. No, mi bi na tej točki radi podjetnike spodbudili, da te projekte najdejo, jim pokazali, ali pa jim ponudili pomoč pri implementaciji rešitev v teh projektih in ne nazadnje, kot je bilo mogoče že prej tudi nekoliko slišano, jim v nekem nadaljevanju, v nekem konceptu kasnejšega sodelovanja ponudili tudi pot do investitorjev, tako na nacionalnem nivoju, kot tudi seveda na mednarodnem nivoju. Predsednik zbornice še pravi, da je projekt pisan na kožo mnogim manjšim podjetjem. In tukaj se mi zdi zelo pomembno to, kar bo v tem projektu se izkazalo kot pozitivno, namreč projekt je na kožo pisan malim podjetjem, mogoče podjetjem do 100 zaposlenih, tudi tistim samozaposlenim, kar je pa nekako noviteta v Sloveniji. Predvsem v tisti točki, ko govorimo o investitorjih, v tisti točki, ko govorimo o dostopu do tujih partnerjev, namreč ta podjetja imajo vedno to omejitev, da tega preboja ne morejo narediti sama. Izpostavil je še, da bodo člani zbornice lahko skupaj s predstavniki zbornice sodelovali na mednarodnih podjetniških dogodkih. Eden takih dogodkov bo v Franciji, načrtujejo pa ga tudi v Sloveniji, saj je kar nekaj investicijskega potenciala tudi tukaj. Kolegij županov Spodnjega Podravja je bil znova namenjen predvsem razpravi o projektu modernizacije vodovodnega sistema, za katerega si v regiji obetajo evropski denar. Tudi tokratna razprava je bila burna, a vendar je županom sklenitvijo kompromisa glede delitve stroškov morda le uspelo narediti korak naprej. Dokončna odločitev in dogovor naj bi bila sklenjena 23. junija.
Spomnimo, da 17 županov občin Spodnjega Podravja v zadnjih letih ni našlo skupnega jezika z občinama Kidričevo in Starše. Župana te dveh občin namreč nista pristala na delitev stroškov priprave projekta glede na porabljeno vodo. Prejšnji teden pa se je medtem zapletlo še zaradi peterice občin Destrnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Ker so bili razočarani nad dosedanjim potekom projekta, so odstopili od skupne priprave projektne dokumentacije za obnovo vodnovodnega sistema ter napovedali, da bodo za svoj del dokumentacije poskrbele same in tako pospešile projekt. Jaz upam in verjamem, da današnje izjave župana Kidričevega, da so bile iskrene in dobronamerne in da bodo dejansko do, mislim, da so rekli 23. junija, ko bi se spet sestali, podpisali pogodbo o skupnem pristopu za izbor projektanta. Na predlog Kidričevega župana so se strinjali, da se dokumentacija pripravi po vzorcu porabljene vode, tako da bo že v pogodbi jasno razvidno, kaj se financira s skupnim denarjem in kaj financira vsaka občina zase. Povezovalne vode in vodnjake bodo financirali skupaj, po porabljeni vodi vse ostalo, kar se je projektiralo v razpisni dokumentaciji, pa financira vsaka občina na svojem ozemlju. Jaz mislim, da bi že to lahko bili rešili pred časom, ampak takrat, ko se mi nismo strinjali z predlogom, kot so ga predlagali na mestni občini Ptuj, smo mi pač obstali, nas niso več vabili na sestanke, mi pa se tudi nismo hteli nekaj posebej angažirati, ker te vedeli smo, da bo Nedo tudi prebral dokumentacijo in bo ugotovil, da takšen predlog, kot so ga podpisali, ni pravično, oziroma oni so podpisali, da bi financirali po porabi vode, niso pa dorekli, kaj bojo financirali. Med uro in pol trajajočo burno razpravo na kolegiju je nekaj krepih padlo na račun mestne občine Ptuj, češ, da na projekt vpliva razdiralno. Jaz dvomim, da lahko mestni občini Ptuj očitamo razdiralno, zato ker se vedno znova odpovedujemo tudi marsičemu na lasten račun, zato da držimo sisteme skupaj. Jaz verjamem, da vsi projekti, ki jih je mestna občina do sedaj vodila tudi za druge občine, ne pozadimo na kolesarke, druge občine kolesark ne bi imele, če ne bi temu pristopila mestna občina Ptuj. Jaz mislim, da smo mi zadnji, ki nam lahko očitajo razdiralnost, marsikdaj se pa kera manjša stran postavi na tisto, ki pač vleče vse niti. Tako da mene veseli, da smo danes vseeno prišli do nekega streznitvenega momenta in da bomo to zgodbo malo drugače peljali, čeprav dokler ne bo podpisano in zgodba nekje dalje od tega, kot je danes, bomo mogoče tudi posamezni akterji imeli še veliko dvoma v ta projekt, ampak dejstvo je, da mestna občina tudi lahko ta projekt pelje tudi sama in da se lahko tudi sama prijavi na evropska sredstva, dočim vsi ti manjši bo imeli pri tem večje težave, zato jaz verjamem, da je skupni interes, da gremo skupaj v ta projekt in ga skupaj tudi izpeljemo. Dodala je, da je vesela, da so tokrat končno prišli do streznitvenega trenutka in da bodo projekt morda le začeli peljati drugače. Ob tem pa še pravi, da dokler dogovor ne bo podpisan in bo zgodba prišla dlje od tega, kjer je danes, bodo nekateri še vedno dvomili v resničitev projekta. Od tem pa opomnila, da lahko mestna občina projekt pelje tudi sama in se tako sama prijavi na evropska sredstva, medtem ko bodo vse manjše občine pri tem imeli težave. Dokončno odločitev o obnovi vodovodnega omrežja bodo dorekli 23. junija. V naši rubriki Lokalno z vavčarjem, kjer širši publiki prikazujemo domače ponudnike prenočišč, smo obiskali več turističnih kmetij. Tokrat predstavljamo destinacijo z odličnim vinom, kjer pa lahko doživite tudi marsikaj drugega. Lepo pozdravljeni. Danes smo v sklopu našega projekta Lokalno z vavčarjem na vinogradniško-turistični kmetiji Waldhuber. Z nami je Bogomir Waldhuber, ki nam bo več povedal o njihovi ponudbi in zakaj bi prav vsakega Slovenca povabil, da svoj vavčer koristi tu in si ogleda te naravne lepote. Pozdravljeni. Torej, zakaj priporočate vsakemu Slovencu, da pride v te kraje? Ja, lepo pozdravljeni. Seveda v naše griče Slovenije Goriške vabim prav vse, ki boste v naslednjih dneh prejeli vavčer za nočitev. Na naši kmetiji vam ponujamo 4 vrhunske apartmaje. To so apartmaje, ki smo jih zgradili leta 2013, se pravi vse še je praktično zelo novo. To so apartmaje okrog 40 kvadratnih metrov, se pravi komfortni, s krasnim razgledom po Kozjaku, tudi tja do Pohorja in seveda na vse te okoliške vinograde, ki jih je tukaj res veliko. Sicer poleg nočitve oziroma kako potekajo, ker v bistvu so apartmaji, niso sobe, kako potem ljudje lahko naročijo hrano pri vas oziroma kako je s tem?
Ja, zdaj, kar se tiče zajtrkov, našim gostom ponudimo košarico za zajtrk, se pravi, v tej košarici si oni po izbiri dobijo vse, kar želijo, od mleka, masla, marmelad, kruh, žemlje in vse te stvari. In to se zvečer dogovorimo, zjutraj in seveda to košarico dostavimo pred vrata in si v samem apartmaju, kjer je tudi manjša kuhinja, zajtrk pripravijo. S tem so tudi, imajo zajtrk v eni svoji zasebnosti, kar v teh časih moče tudi še dodaten plus, kajti ni potem tega križanja z ostalimi gosti. Za vse ostale obroke, ki bi jih želeli ali pri nas ali pri sosednjih kmetijah, pa se sproti dogovorimo in lahko naročijo kosila oziroma večerje, razne hladne prigrizke in pa seveda naše svičinsko vino, daleč naokrog poznano. In to je pač seveda tisti osnovni motiv, jaz mislim, ki bo ljudje tudi privabil v samo svičino. Pika na i je ravno dobra vina. Kaj sami ponujate? Ja, na naši kmetiji smo zdaj že 30 let z lastno blagovno znamko na tržišču. Naša vina so predvsem suha, sadna, čeprav so mogoče v večini primerov tudi bolj mlada, so to vseeno polna, bogata vina, tudi tja do 14 volumnih procentov alkohola, se pravi zrelost našega grozdja je vedno probamo imeti optimalno. In to so predvsem seveda bela vina, čeprav premoremo tudi vedno kakšno rdečo roze vino in pa seveda tudi dve penini v zadnjih letih, belo in pa roze. To je približno naša ponudba vin. Torej za vsak okus nekaj? Jaz mislim, da praktično vsak, ki vsaj malo ima afiniteto do vina, bo pri nas sigurno našel vsaj nekaj. Tudi tisti, ki imajo radi mogoče malo bolj zrela vina, bodo v naši arhivi lahko našli tudi letnike 5, 10, 15 let stare, ki so še vedno v odlični formi in se jih bo dalo tudi seveda se jih da dobiti. Kaj pa kakšna dodatna ponudba? Imate vodene oglede in kam si lahko ljudje še grejo kaj pogledati v teh koncih? Ja, na sami naši kmetiji seveda možno si ogled kleti, kjer jim pač stvari, ki jih počnemo, pokažemo. Potem predvsem je krasno pohodništvo v tej okolici. Že kakih 7 let so označene poti z imenom Vinotur. To je projekt, ki smo ga svičinski turistični delavci in pa sosednja občina iz Avstrije, Rač na Vinski cesti postavili in v bistvu vse te poti potekajo v različnih dolžinah. Označene so seveda tudi imamo na vsaki kmetiji zemljevide, kjer lahko najdete vse podatke o teh poteh in pa seveda tudi z kaži poti. In če na tej bilo katero pot začnete, jo v bistvu v krožno prehodite in pridete nazaj na izhodiščno točko, kjer ste štartali. V bližini je tudi Plački stolp, se pravi, to je najvišji vrh tu v okolici, 508 metrov in pa seveda še potem stolp, ki je visok 28 metrov in je tudi krasen razgled. Vinogradniški muzej, ki ga upravlja Turistično društvo Svičina, je tudi možno ob nedeljah popoldan si vedno iti pogledati in pa čez ostale dneve pa potem po predhodnem dogovoru. Tudi v Svičinskem gradu so ene manjše razstave oziroma razstava antikvitet, kjer je tudi možno po predhodnem dogovoru z samim lastnikom te razstave si ogledati tudi to zadevo. Epidemija je sicer pri nas končana, pa vendar se vam verjetno precej pozna izpad dohodka iz preteklih mesecev. Kakšno je stanje trenutno? Verjetno nočitve, ki bi bile, oziroma gostje, ki so bili napovedani, so to odpovedali. Ja, imeli smo že neko relativno zelo dobro bokirano sezono. Žal so praktično do konca tega meseca skoraj vse rezervacije bile odpovedane. Pač to odprtje meje sicer bo zdaj nekaj prineslo, ampak vseeno jaz mislim, da tudi tujci bodo malo bolj
oprezni in ne bodo kar tako potovali. Mislim, da bo tu zdaj mogoče nekaj več prostora tudi za domače goste, ki jih pa seveda tudi pogrešamo, kajti imeli smo res zelo mal procent domačih gostov. Zato so vavčerji odlična priložnost, da jih izkoristijo in vas obiščejo. Jaz mislim, da je prav, seveda, da je država to storila in ne samo, da bomo zdaj pokoristili te vavčere, mislim, da bo tudi vsak še nek drug denar potrošil v teh okolici vseh teh prenočitev, ki jih bo, in bo s tem tudi že v bistvu en del tega denarja se skozi seveda davke povrnil v državno blagajno. Najlepša hvala za predstavitev in jaz vam želim, da gosti čim prej obiščejo te konce. Hvala lepa. V občini Pesnica imajo pester nabor projektov od gradbenih do infrastrukturnih, ki so jih že začeli oziroma jih nadaljujejo v tem letu. Na načrtovanem športnem parku Pesnica so že postavili fitnes na prostem, tam pa so še predvideni igrišče za odbojko na pesku, otroško igrišče, pitnik, sprehajalne poti, zipline, drča oziroma tobogan in garderoba s sanitarijami. Glavna atrakcija pa bo pump track. V bližini pa že delajo novo fasado na tribuni nogometnega stadiona. V Pesnici bo po besedah župana Gregorja Žmaka še posebno zanimivo v tem letu na gradbenem in infrastrukturnem področju. V Pesnici je precej zanimivo, bilo že v lanskem letu in tudi v letošnjem letu. Posebej pa bo zanimivo še tudi v prihajajočih letih. Namreč v izvajanju je prostorsko-arhitekturna rešitev za ureditev centra naselja Pesnica. Ta projekt izvaja Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Katedra za arhitekturo. In pridobili smo precej pester nabor raznih projektov, kako bi naj središče Pesnice tudi izgledalo. In v naslednjem letu bi namreč radi uredili lep nov trg Pesnice. Drugače pa nastaja tudi nov športni park. V tem novem športnem parku je zgrajen že fitnes. Projekt še ni zaključen, v letošnjem letu bi ga radi seveda zaključili in to z novim pump trackom, tako imenovanim koloparkom, ki bo zanimivo največji v Sloveniji. Meri bo kar okrog 2400 kvadratnih metrov. Naprimer v Ljubljani imajo okrog 2000 kvadratnih metrov in zato bo tudi svojevrstna atrakcija v Pesnici. Zraven bomo naredili zipline za otroke, zraven bo igrišče za odbojko na mivki in razna urbana oprema in še bi se našlo. Območje športnega parka bodo tudi ustrezno zasadili in ozelenili v prihodnjih letih. Vire za investicijo pa imajo različne. Investicija v športni park bo okrog 300 000 evrov. Pričakujemo tudi sofinanciranje iz različnih virov, tako da pričakujemo, da bo do konca leta ta park tudi izgrajen. Seveda ga bomo vsako leto še kaj dograjevali, to je zadeva, ki ne bo verjetno nikoli dokončana, ker bi želeli, da je tudi kot v prihodnje kot nek motorični park. Dokončali pa bodo tudi tribuno na nogometnem igrišču. Ta tribuna se je v preteklem obdobju delala tako pač iz vsakega leta nekaj malega, vendar odkar sem prišel na občino, smo se dogovorili, da to tribuno enkrat končno zaključimo. In v letošnjem letu bo ta tribuna, nogometna tribuna zaključena. Kot vidite, se izvajajo že dela, fasaderska dela. V prihodnjih dnevih se potem prične tudi z ureditvijo okolja. In prav tako bo pa tukaj tudi ena polnilnica oziroma polnilnice za električne avtomobile. Kakšna je investicija v to? Investicija je okrog 100 000 evrov. Predvsej blizu, v neposredni bližini železniške postaje, pa so že obnovili tudi večstanovanjsko zgradbo. To je en projekt, ki je bil velika packa ves čas v Pesnici. Gre za eno izmed najlepših stavb, ki pa ni bila urejena. Stavba je danes krasi en del Pesnice pri železniški postaji in hkrati naredili smo novo fasado, potem dali smo nova okna, police, uredili en del okolja
hkrati pa uredili tudi en del stanovanja, kjer sedaj biva celo 8-članska družina in za katero niso imeli posluha tudi v drugih občinah, mi smo pa jim našli tudi dom pod streho. Pod streho pa želijo v občini Pesnica spraviti tudi vse ostale projekte, ki jih zdaj izvajajo. Razstava Številne podobe Ptuja bo vse obiskovalce s sliko in besedo popeljala po mestnih ulicah in trgih skozi njihovo družbeno, socialno, umetnostno in urbanistično zgodovino. Nastala je na pobudo Mestne občine Ptuj, predstavljena je na 10 obojestranskih panojih. Vse turiste in domačine vabijo k ogledu današnjega obraza Ptuja in tistih že pozabljenih neznanih podob. Na platoju ptujske mestne tržnice so sredi tedna slovesno odprli razstavo na prostem z naslovom Številne podobe Ptuja. Nastala na pobudo mestne občine, avtorica zasnove pa je Marija Hernja-Masten. Menili smo, da bi bilo zelo dobro, če bi naredili razstavo na prostem, ki bo dostopna vsakomur, ki bo odprta 24 ur na dan, če hočete, in ki bo seveda imela širši dostop do slovenske oziroma do ptujske kulturne dediščine. Take razstave imajo skoraj vse povsod po svetu. Kot veste, sem jaz turistični vodnik in seveda to srečam skoraj v vsakem mestu in mi je v veliko pomoč. No, skratka, ideja je obrodila sadove in županja se je odločila, me imenovala za koordinatorico. Pri tem so sodelovale vse kulturne inštitucije, ki so prispevale gradivu, bodisi fotografije, bodisi v kakršnikoli drugi obliki. Vse ostalo smo pa seveda kot slikovni material dokupili z avtorsko pravico, da danes lahko to postavimo na ogled. Razstava ponazarja, kakšno je bilo mesto nekoč in kakšno je mesto danes. Razstavljenih je več kot 200 fotografij. Razstava na prostem je seveda zelo prikupna zadeva za vse tiste naključne obiskovalce, še zlasti sedaj, ko seveda smo v tem času po koronavirusne sprostitve, ko si lahko na razdalji drug brez drugega tudi skupinsko ogledamo razstavo, zato ni potrebno nobenega drugega, nobene najave, ničesar, samo dobrodošlico na Ptuju in seveda želimo si, da bi ob razstavo prišlo pogledati čim več ljudi, tudi domačini, ne prebrati naenkrat, kos po kos, pa bo seveda prav dobra zgodba potem zaključena. Upam, da jo bodo ljudje sprejeli z razumevanjem. Razstava na tej lokaciji ni brez razloga. Očitno je tudi temu bilo tako, zato da smo končno dokončali to tržnico in dobili novo prizorišče tudi za to vrstne razstave. Omenjen projekt je sicer darilo Mestne občine mesto in vsem obiskovalcem ob minuli 1950-letnici prve pisne omembe Ptuja v antičnih virih. Ko se začnejo zdravstvene težave, se ponavadi srečamo s čakalnimi vrstami v javnem zdravstvu. Kako lahko pridemo do zdravnika specialista takrat, ko ga potrebujemo? Spregovorili smo z Matjažem Novakom iz Triglav zdravstvene zavarovalnice. Več pa v pogovoru. Veliko smo že slišali na temo dodatnih zavarovanj, pa vendar še precejšen odstotek ljudi ne ve, kaj pravzaprav krijejo. Kaj je predmet dodatnih zavarovanj Triglav zdravje, nam bo povedal gospod Matjaž Novak iz Triglav zdravstvene zavarovalnice. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Zakaj potrebujemo dodatna zdravstvena zavarovanja? Žal se v življenju dogajajo poškodbe, bolezni in takrat si vsak želi čim prej rešiti to svojo zdravstveno težavo. Po drugi strani so v obveznem zdravstvenem zavarovanju neke omejitve in tukaj zavarovalnice ponujamo rešitve, kjer lahko zavarovanci na hiter in enostaven način čim hitreje pridejo do zdravstvenih storitev. Ko se zdravstvene težave začnejo, ponavadi naletimo na dolge čakalne dobe v javnem zdravstvu. Kako priti do zdravnika specialista takrat, ko ga potrebujemo? To nam omogočata zavarovanje specialisti in specialisti plus, ki omogočata hiter in enostaven dostop do specialističnih pregledov, diagnostike in posegov, pri čemer zavarovanca tudi ves čas zdravljenja spremljamo. Kaj poleg hitrega dostopa do specialista še omogoča omenjeno zavarovanje? Kot ste omenili, je tu v prvi vrsti pregled pri specialistu, se pravi, ko dobimo napotnico v obveznem zavarovanju, pokličemo na zavarovalnico, ki nam uredi pregled pri ortopedu, dermatologu, urologu in tako naprej. Po drugi strani so tu diagnostične preiskave, razni ultrazvoki, EKG, magnetne resonance, CT-ji,
Vse to so diagnostične preiskave z dolgimi čakalnimi vrstami. Zavarovanje krije tudi enodnevne posege, recimo artroskopija sklepov, operacija karpalnega kanala, krčnih žil. Pri vseh teh posegih se čakalne dobe merijo v več mesecih. Poleg tega zavarovanje vključuje ambulantno rehabilitacijo, se pravi predvsem fizioterapija je tukaj, pa tudi govorna pa delovna terapija, in pa zdravila, ki jih specialist predpiše na bel recept in bi bili sicer zanje samoplačnik, v lekarnah so tudi predmet zavarovanja. Vse skupaj nudimo pri zavarovanju Specialisti Plus za letno zavarovalno vsoto 30 000 evrov. Katera medicinska področja zavarovanci najbolj pogosto uveljavljajo? Mogoče kakšen primer iz prakse? Ja, kot sem omenil, žal poškodbe bolezni ne izbirajo, tako da prihaja do primerov praktično na čisto vseh področjih, ampak vseeno izpostavil bi ortopedijo, potem tukaj dermatologija, kardiologija, urologija, sicer pa so primeri čisto z vseh področjih, ki jih zavarovanje pokriva. Mogoče kot praktičen primer ravno iz ortopedije, ki je najbolj pogosta situacija, ki jo ljudje koristijo. Imamo bolečino v kolenu, obrnemo se na svojega osebnega zdravnika, ki je nekako vstopnica v našem zdravstvenem sistemu. V tem primeru bi dobili napotnico za ortopeda in potem se začne zgodba naročanja čakalnih vrst, da bi prišli čim prej do ortopeda. Zavarovalnic, ki ima to vrstno zavarovanje, pokliče na zavarovalnico na brezplačno številko 08026664 in od tu naprej ga naše medicinsko osebje, bom rekel, prevzame v navednicah in vodi skozi sam proces zdravljenja. V tem primeru bi ga naročili pri ortopedu, to bi bilo v nekaj dneh. V primeru poškodb sklepov je ponavadi potrebna magnetna resonanca, se pravi diagnostika, ker se spet po redni poti čakalne dobe merijo v mesecih, tukaj pa v nekaj dnevih. Skoraj ni poškodbe, ker ne bi bila zraven fizioterapija, potrebna pa nek še kontrolni pregled pri ortopedu in vse to so zadeve, ki so predmet zavarovanja in jih ta produkt tudi krije. Ogromno je primerov recimo pri dermatologih, razna znamenja kožna, kar nas skrbi, če so nevarna mora biti. Spet osebni zdravnik nam da napotnico za dermatologa, namesto da bi čakali, pokličemo na zavarovalnico, v nekaj dneh uredimo termin pri dermatologu. Če je znamenje nevarno, se še isti dan tudi odstrani, predvsem smo pa mirni, če je vse v redu in je nič narobe s tem znamenjem. Tako da so to tisti mogoče najbolj pogosti praktični primeri, ampak kot sem rekel, težave se pa žal dogajajo čisto na vseh področjih in tudi tam vse uredimo. Kdo pa skrbi za zavarovance v vašem asistenčnem centru? To bi posebej izpostavil, da imamo tukaj zaposleno medicinsko osebje, to je tudi velika prednost, da je medicinsko osebje, so naši sodelavci, so zraven ves čas, poznajo tudi zavarovanja, tako da to je ključna zadeva, da ves čas stranko spremlja usposobljeno medicinsko osebje, ki lahko sodeluje, ki svetuje. Tudi redno ocenjujemo in analiziramo zadovoljstvo strank, ki nam tudi potrjuje, da so zavarovanci izjemno zadovoljni s tovrstnimi storitvami. Ocenjujemo tako našo zdravstveno točko, se pravi naše medicinsko osebje, kot izvajalce zdravstvenih storitev in na obeh področjih imamo izraženo zelo visoko zadovoljstvo strani zavarovancev. Kot ste že omenili, bolezen ali poškodba lahko doleti kogarkoli. Torej je zavarovanje namenjeno širšemu krogu ljudi. Kakšna je pa premija? Drži, bolezni, poškodbe se dogajajo vsakomur, tako da je zavarovanje tako za mlajše, starejše, zaposlene, družine, tukaj pač te stvari ne izbirajo. Premija je sicer odvisna od starosti, med drugim zavarovanca, trudimo pa se, da je dostopna čim širšemu krogu ljudi, recimo pri zavarovanju Specialisti Plus, ki smo ga omenjali, oziroma specialistih, mogoče da bomo k bolj dostopnemu produktu prišli, je premija tam do 10 evrov za prvi starostni razred. Imamo tudi določene popuste, ki to premijo lahko znižajo, recimo v letošnjem letu tudi pod 5 evrov mesečno. Spravi, namen je, da so to vrstne storitve oziroma zavarovanja dostopna čim širšemu krogu zavarovancem. Zdravstvene težave v povezavi z bolniško odsotnostjo vplivajo tako na tistega, ki je zbolel oziroma je poškodovan, kot na delodajalca, predvsem v finančnem vidiku. Je hiter dostop do zdravnika specialista v tem primeru dobra stvar, ker bi skrajšal bolniško odsotnost? Kaj menite o tem? Drži, se popolnoma strinjam. Tudi moram reči, da so tudi delodajalci prepoznali prednosti tovrstnega zavarovanja. Poleg tega, da si vsak posameznik želi, da bi čim prej se začel zdraviti, se pozdravil, se vrnil v normalen življenjski tok,
je seveda tudi želja in interes delodajalca, da so zaposleni čim manj odsotni na bolniških, ker to pomeni nek dodaten strošek, neko nadomeščanje in se to potem tudi finančno pozna, tako da imamo tudi zavarovanje za podjetja, se pravi specialiste ponujemo tudi v kolektivni obliki, kjer lahko delodajalec zavaruje svoje zaposlene, s tem si znižuje absentizem, odsotnost ljudi zaradi čakanja na zdravstvene storitve in moram reči, da vedno več podjetij prepoznava to vrstno zavarovanje in tudi sklepa to vrstna zavarovanja. Kako pa je z uveljavljanjem zavarovanj specialisti in specialisti plus v teh časih? Ti časi so zagotovo neka posebnost, ker smo se tudi mi morali nekako prilagoditi v tistem prvem obdobju, ko praktično se ni dalo izvajati zdravstvenih storitev z izjemo nujnih, smo tudi mi naše zavarovance, ki so že imeli naročene termine, prenaročili, to je bi izpostavil, zelo pomembno, nobena zdravstvena storitev ni bila odpovedana, ampak so bile preložene. In recimo zdaj, ko smo nekje sredi junija, lahko že povemo, da smo vse te zavarovance že ponovno pozvali, prenaročili, imajo že nove termine in razen tistih, ki niso želeli, ker tudi taka situacija imamo, ko danes nekdo ne želi iti v zdravstveno ustanovo, ker še vedno čuti neko nevarnost, vse ostalo smo že uredili in bom rekel, trenutno storitve dokaj tekoče potekajo in nekih večjih zastojev ni. Je pa res, da po drugi strani se zdaj napoveduje še daljše čakalne vrste v javnem sistemu in tukaj ocenjujemo, da bodo tovrstna zavarovanja še bolj prišla do izraza, kot so že do zdaj. Pred 2 letoma ste lansirali storitev zdravstveni nasvet na daljavo. Kako se je prijel? Moram reči, da zelo dobro. Tudi tukaj bi omenil to obdobje karantene in koronavirusa, ki je dalo še posebno težo temu produktu. Gre namreč za storitev, kjer zavarovancu nudimo posvet z zdravnikom na daljavo, se pravi 5 klicev zdravnika, neomejeno število klicev do medicinskega osebja. In tukaj ljudje zelo pogosto koristijo to vrstne storitve, ker vemo, da dostopnost ni povsod enaka, ponekod težje ljudje pridejo do svojega zdravnika. Zdaj, ko omenjamo čas karantene, pa je ta stvar sploh zacvetela, če lahko tako rečem. Tle se ni dalo ne fizično, ampak niti telefonsko več pride do nikogar. In v tem času smo mi, bomo rekel, res na polno izvajali to zavarovanje in število klicev se je enormno povečalo. Mi smo ga tudi v obdobju karantene oziroma epidemije podarili vsem strankam Triglava in tu smo se tudi morali sproti prilagajati. Vsebina klicev se je sproti spreminjala. Že takoj v začetnem obdobju precej klicev z področja virusov, tako da smo takoj vključili mikrobiologa, ki je odgovarjal na vsa vprašanja z področja koronavirusa COVID-19. V drugi fazi, bom rekel, pa tudi dokaj hitro so se začela pojavljati vprašanja z področja psihologije, psihiatrije, tako da smo v storitev vključili tudi psihiatra in psihologa. Žal je to obdobje tudi tovrstne težave prineslo sabo, tako da hkrati se pa ves čas trudimo vključevati specialiste s čim več področji, tako da imamo že urologa, dermatologa, ginekologa, ki odgovarjajo še bolj konkretno na vprašanja strank. Hkrati smo pa predvsem razvili tudi možnost elektronskega komuniciranja z zdravnikom, tako da preko e-pošte, kjer lahko dodamo še kakšno sliko, kakšen izvid, tako da ima zdravnik še boljšo sliko, o čem se pogovarja z zavarovancem. V tem trenutku pa razvijamo tudi video posvet, ki bo spet ena nadgradnja, kjer se bo praktično stranka počutila, kot da je pri zdravniku, ga tudi gledala in tudi predvsem zdravnik zavarovanca, se pravi, da bo ta izmenjava in svetovanje še na enem višjem nivoju, tako da verjamemo, da bo to vrstna zavarovanja, to pa še posebej v teh časih še bolj prišla do izraza. Bi morda želeli izpostaviti še kakšno dodatno zdravstveno zavarovanje? Lahko, tukaj bi izpostavil predvsem zavarovanje zob, se pravi, imamo produkta Zobje in Zobje plus, ki krijejo stroške nadstandardnih zobozdravstvenih materialov in storitev. Vemo, da praktično ni obiska zobozdravnika, brez da bi nekaj doplačali. Tako da to zavarovanje je recimo tak najbolj plastičen primer, kaj krije, recimo bela plomba, torej bela zalivka, ki je sicer samo plačniška storitev, s tovrstnim zavarovanjem je predmet zavarovanja. Sicer pa zavarovanje Zobje krije tudi nadomestilo v primeru raka ustne votline in pa protetiko v primeru nezgode, se pravi, če se poškodujemo zobovje, tako da to je vključeno v produktu Zobje. Imamo pa še nadgradnjo tega zavarovanja Zobje plus, ki pa krije tudi preventivo in protetiko, bo rekel, to so tiste najdražje zobozdravstvene storitev, kjer so kar
visoki zneski, ko jih plačamo sami, to so pa razni mostički, proteze, implantati in pa v okviru preventive tudi recimo čiščenje zobnega kamna. Kdo lahko sklene zavarovanje Zobje in Zobje plus in kakšna je premija? Zavarovanje je namenjeno praktično vsem, pogojujemo sicer to, da ima stranka pri nas sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer pa navzgor ni neke starostne omejitve, tako da je kar širokemu krogu ljudi namenjeno. Premija je tudi tukaj odvisna od starosti zavarovanca, pri zobeh recimo pa je enotna in znaša 5,88 € na mesec, kar tudi smatramo kot neko dostopno premijo kar širokemu krogu ljudi. So kakšne posebne ugodnosti, ki bi jih želeli izpostaviti? Ves čas se trudimo nekako, da imamo neke ugodnosti tudi za zavarovance, poleg samih zavarovanj, ki so vsebinsko pač dokaj bogata. Tako da v letošnjem letu recimo ponujamo vsem strankam, ki sklenejo specialiste ali specialiste plus, dodatne bone, ki jih lahko koristijo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, tudi v lekarnah. V letošnjem letu imamo za vse zavarovance specialistov in specialistov plus dodatne popuste, tako da vsak zavarovanec je deležen 20% popusta v prvem letu trajanja, z nekimi kuponi zavarovalnice Triglav pa celo pride lahko do 50% popusta v prvem letu. Posebej bi omenil zdravstveni nasvet, kjer ponujamo prvo leto zavarovanja brezplačno, tako da je namen, da stranka dobi izkušnjo, da se sama prepriča o vsebini zavarovanja. Poleg tega so pa zdravstvena zavarovanja vključena tudi v Triglav komplet, kjer stranke pridobivajo dodatne popuste na premoženjskih zavarovanjih, na avtomobilskih zavarovanjih, se pravi na tistih bolj množičnih zavarovanjih, kot je zdravstveno zavarovanje, in tudi tam imajo nekaj korist od tega, da so sklenile zdravstveno zavarovanje. Kje lahko dobimo več informacij o zdravstvenih zavarovanjih Triglav zdravje in kako jih lahko sklenemo? Lahko rečem, da je Triglav prisoten praktično povsod, pa rečemo včasih, da v vsaki vasi smo, tako da na vseh izpostavah Triglava, na območni enoti v Mariboru recimo, pa tudi na vseh predstavništvih v drugih krajih, predvsem pa se lahko vedno pokliče, zastopnik pride tudi na dom, predstavi zavarovanja, zraven seveda lahko tudi sklenemo, ko nas zastopnik obišče, se pravi, da se pa seveda tudi po modernejših, bomo rekel, kanalih, če se lahko tako izrazim, se pravi naša spletna stran triglavzdravje.si, kjer so vsi produkti predstavljeni in seveda tudi lahko sklenemo, in pa tudi na brezplačni številki, ki sem jo danes že omenil, se pravi 080 2664, kjer bodo sodelavci z veseljem svetovali in vas usmerili glede na želje in potrebe, ki jih bo stranka imela. Tako da dobrodošli, kot pravim, na vseh poslovalnicah Triglava ali drugih točkah, kjer je Triglav prisoten. Najlepša hvala za današnji pogovor in vse informacije, ki ste jih delili z nami. Hvala tudi vam in lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Ta vikend pa je pred nami že tudi dogajanje na prostem. Jutri med 9. in 12. uro lahko obiščete pohorsko tržnico v Pivoli. V nedeljo pa v Vidmu pri Ptuju prirejajo tradicionalno Vidovo nedeljo s pričetkom ob 10. uri slavnostno mašo. Toliko za enkrat, želim vam lep konec tedna in nasvidenje.